Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes v našem studiu gostim Igorja, ljubitelja psov, in preko Skypa Urško Razingar, soustanoviteljico in direktorico Raziskovalnega inštituta Pes, kinološko inštruktorico pri Kinološkem društvu Maribor ter ljubiteljico, veliko ljubiteljico psov. Pozdravljena. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Igor, danes nisi sam tukaj v studiu, ampak je s teboj tudi Bart, sicer pes Ljubljenček. Sam Bart je sicer iz Zavetišča, pa mogoče ena hitra anekdota. Bart mu je bilo že ime, in sicer po tistem fantu pri Bart Simpsonovih oziroma pri Simpsonovih, ko je zelo nagajal. No, sedaj je Bart zelo šolan pes oziroma socializiran pes in je tudi navajen v bivanju v stanovanju oziroma v hiši, da ne dela škode in podobno, seveda tudi ne laja. Toliko. Urška, Raziskovalni inštitut Pes. Kaj je namen oziroma poslanstvo tega inštituta? Lepo pozdravljeni. Naš namen je, da bi združili organizacije, katere se ukvarjajo z psmi in njihovo problematiko. Se pravi, da bi združili vsa društva, Kinološko zvezo Slovenije, društva terapevtskih psov, reševalne pse, službene pse, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi skupaj pripomogli k dobrobiti psov in odgovornim lastništvom, saj so naši psi za 10+ let, ne samo par mesecev in si jih potem naveličamo. Zato imamo tudi slogan Pes ni igrača. Pes ni igrača. Kaj to pomeni? To pomeni, da naši psi niso samo hišni ljubljenčki, ampak so tudi naši spremljevalci za nasiljenih 10 let plus. Zato se odločimo za nakup ali posvojitev, premišljamo in odgovorno. Potrebno je odgovorno načrtovati, se vprašati, če imamo dovolj časa in znanja, imamo primeren prostor, dovolj financ za obisk veterinarja in kvalitetno hrano, primerno pasmo našemu življenjskemu stilu in družinskim članom, ker nekateri psi niso primerni za otroke, starejše ljudi ali pa začetnike. Psov ne kupujemo otrokom kot darilo, se vsak pes zahteva čas in denar in odgovornega skrbnika. Treba je planirati dopuste, izlete in preveriti, če so psi dobrodošli. Tudi pri najemanju stanovanj imamo to problematiko. Kaj pa, Igor, praviš na to? Bart je iz Zavetišča, ko si se odločil, da posvojiš tega krasnega psa, si se zavedal svoje odgovornosti oziroma, da ni to samo enodnevna igračka, ampak da je to... Psi nasplošno niso igrača, tako kot si nekateri ljudje predstavljajo. Imam pa to srečo, da mi je bil pes položen že, tako kot sem slišal tudi Urški, v zibelko, kajti moji starši so imeli tudi že pse, jaz samo še nadaljujem. Je pa to, bom rekel, ene vrste ljubezen do živali. Pa mogoče še taka misel. Pes je zelo naraven, pes je tak, kot je, vedno pokaže, ali je dobre volje, slabe volje, skratka življenjski in zelo prizemljena zadeva. Ja, velikokrat vidimo, da otroci doma navirajo, dajmo kupiti psa, mi bomo tako pridni, pa to seveda, ko enkrat psa pripeljejo hiši, je dejansko to zanimivo en mesec, dva, potem pa nekako pes ostane odrinjen nekje v enem kotu oziroma velikokrat potem najde naslednje bivališče v Zavetišču, tako, Tako je, in takim družinam priporočam sledeče. In sicer me je naučila neka mama na Jezerskem na enem sprehodu, ko sem videl, da njen sin sprehaja samo po vodac. Vprašal, kaj počneta, pravi, da če bo 3 mesece vozil zjutraj in zvečer po vodac ven za 1 uro, dobi psa. Se pravi, da je primeren za vodnika
psa, da bo ustrezno skrbel za psa in za njegove potrebe, ne pa da potem pes najprej rata breme očetu in pa mami oziroma podobnim oziroma skrbnikom. Na koncu pa, kot si že omenil sam, pes pristane v zavetišču. Kakšna je pa zgodba zavetišči, pa že vsi vemo. Tako da temu v izogib odgovorno lastništvo in s tem tudi slogan se pridružuje Murški pri raziskovalnem inštitutu PES, da pes ni igrača in da je pes tudi naša odgovornost, tako v dobrem in tako v slabem. Da se vrnemo nazaj inštitutu PES. Tukaj vemo, da kot dober gospodar in lastnik psa moramo skrbeti tudi za njegovo zdravje. S tem so povezana tudi določena cepljenja. Urška, kakšne so vizije inštituta glede cepljenja psov? Glede cepljenja psov proti steklini, imamo v Sloveniji zakonsko cepljenje psov proti steklini, obvezno. Čeprav je steklina v državi že, hvala Bogu, izkoreninjena, verjamem, da je to ključno za ohranjanje dosežkov v preteklosti in zagotavljanje, da bo Slovenija ostala brez smrtonosne bolezni tudi v prihodnosti. Mi se zavedamo, da so stroški cepljenja psov proti steklini lahko breme za nekatere lastnike, skrbnike, vodnike in skrbnike psov, ki so v službi človeka. Zato se zavzemamo za brezplačno ali vsaj delno subvencionirano cepljenje psov proti steklini iz državnega proračuna za pse vodnike, terapevtske in reševalne pse ter pse za čustveno podporo. S tem bi zagotovili, da je cepljenje dosegljivo vsem lastnikom, skrbnikom, vodnikom in skrbnikom, ki so v službi človeka, ne glede na njihov finančni položaj. Zavedamo se, da so psi vodniki, terapevtski ter reševalni psi in psi za čustveno podporo izjemno pomembni člen naše družbe, saj prepoznavamo njihovo ključno vlogo pri pomoči ljudem v različnih okoliščinah. Pomembno je poudariti, da nekateri psi cepijo proti steklini iz proračuna države, zato se zavzemamo za enakopravno obravnavo vseh psov, ki so vključeni v pomembne družbene naloge in vseh psov, ki so v službi človeka. Se pravi, to vključuje tudi reševalne pse, terapevtske pse, ki se pač izključno financirajo od lastnikov. Se pravi, kot razumem, so tukaj, če hočeš biti odgovoren do svojega ljubljenčka, so s tem povezane tudi določena finančna sredstva. Mogoče se tudi lastniki, ko se odločijo za psa, mogoče premalokrat zavedajo tudi tega, da je treba tudi finančno poskrbeti, da je pes zdrav in vse te stvari. Igor, si se ti zavedal takrat, ko si šel po psa, da bo tudi ta komponenta zraven? Tomas, ko sem že omenil, meni je bil pes položen v zibelko in sem že od samega začetka sem se zavedal, da je za psa potrebno ne samo na način, da mu daš hrano in pa vodo oziroma določene brikete oziroma konzervo pasje hrane, ampak je potrebno poskrbeti za njegovo socializacijo, za njegovo učenje, seveda za njegovo zdravje, za nohte oziroma za krempelj, kako mi pravimo bolj po domače, za kastracijo oziroma sterilizacijo, vkolikor ne mislimo imeti njihovih potomcev, in s tem se znebimo tudi, in s tem zmanjšamo tudi število nezaželenih psov, ki na koncu koncev pristanejo v zavetišču. Sej s tem je povezan tudi en slogan raziskovalnega inštituta PES, pes moja odgovornost. Tako je. Drugače, pes je naša odgovornost oziroma odgovornost vseh skrbnikov oziroma njihovih vodnikov. Da se pa kar povrnem v stanovanje. Pes je primeren za bivanje v stanovanju, vendar pod določenimi pogoji. Pogoj je, da je pes najprej mora biti socializiran, da ne moti, če je to blok recimo, da ne moti svojim lajanjem, ki je to njegova govorica, tako ko mi govorimo, pač psi lajajo. Ampak da ne moti svojim laježam drugih,
da lajajo na odprtih prostorih, ne boste verjeli, to se da psa vse naučiti. Se pravi, odgovornost je kar velika, ne? In jaz mislim, da bi mogoče malo nadaljujemo to temo tudi po odmoru, tako da, dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Drage gledalke, dragi gledalci, ponovno smo v oddaji Moj dom. Danes se pogovarjamo o naših hišnih ljubljenčkih. Gostimo Urško Razingar, soustanoviteljico in direktorico Raziskovalnega inštituta PES, veliko ljubiteljico živali, kinološko inštruktorico, ter Igorja, ljubitelja psov. Prej smo se pogovarjali o odgovornosti do psov, odločitvi, ko ga pripeljemo k sebi domov, ko nam postane družinski član. Zdaj gremo pa še malo bolj proti drugim stvarem, proti službenim psom. Urška, za tebe eno vprašanje. Pes nam je lahko tudi kot velika čustvena podpora. A je tako? Tako. Ja, psi so za čustveno podporo, so posebni psi, ki nudijo ljubezen in podporo ljudem, ki se soočajo z različnimi čustvenimi težavami, kot so anksioznost, depresija ali pa stres. Te psi niso izurjeni za posebne naloge, kot so psi vodnike za slepe, ampak so vedno ob svojem lastniku, da jim nudijo tolažbo in pa varnost. Če povem kar na primeru, ko smo žalostni ali nas je strah, nas prisotnost psa lahko zelo pomiri. Psi nas imajo radi ne glede na vse in nas nikoli ne obsojajo. Ko jih pobožamo ali se z njimi igramo, se počutimo bolje, se tudi mi sprostimo in pozabimo težave. Tu znanstveniki so ugotovili, da interakcija s psi lahko zmanjša stres in izboljša razpoloženje. Več znanstvenih raziskav tudi potrjuje, da čas preživeti s psom zmanjša psihološko stisko in povečuje pozitivne občutke. Tudi rečemo, ljudje, ki imajo pse, starejši, veliko lažje navezujejo stike z drugimi ljudmi. Tako da to mislim, da je pes za čustveno podporo zelo dobra stvar. Sami smo se srečali že zdaj, vsaj veliko gledamo in po javnih medijih, da je danes ta, kako bi rekel, tudi, da smo osamljenost velik problem, ne? In mogoče ravno s samimi hišnimi ljubljenčki psi to osamljenost nekako jo izločimo iz svojega življenja, ne? Igor, kaj pa ti misliš na... Tako je, pa ne samo to. Bistvo psa je, da človek, ki ima psa, mora biti vsaj malo fizično aktiven. Kaj to pomeni? Pes mora iti dvakrat minimum oziroma ali večkrat ven, se pravi, da opravi potrebo. Mi gremo pač na stranišče, psa je treba peljati v naravo. Seveda za njim odgovorno pospraviti njegove iztrebke. Kar pa hočem povedati, se pravi, plus psa je, da se gibam, da se jaz gibam tudi v dnevih, pri katerem niti pod razno ne bi šel ven, recimo to gre dež, sneg, pes mora iti ven. Drugi plus, ki ga vidim, ogromno ljudi spoznam zaradi psa. Nekateri ljudje imajo radi pse, vendar jih zaradi določenih okoliščin v življenju pač nimajo, bi ga pa imeli. Skratka, rata v bistvu tema za pogovor. Se pravi, si že socializiran z drugimi ljudmi, se pravi, da se pogovarjaš, se pravi, zmanjšaš stres, zmanjšaš v bistvu osamljenost v narekovajih, pa mogoče še drugim ljudem pokažeš, da niso vsi psi taki, ne vem, so razni predsodki, da so psi napadalni, da vsi psi grizajo in podobno, kar pa seveda ni res. Če je pes socializiran, če je pes izšolan, saj do tiste mere, da je vzgojen v službi človeka, Urška si lepo prej rekla, potem ni nobenega problema in mogoče razbijamo s tem tudi kakšen mit
in da se kakšen človek, ki ima veliko ljubezen do živali, bi bilo res škoda, da tak človek ne bi imel živali oziroma psa. In zavetišča po možnosti. Lepo povedano, Igor. Zdaj bi pa jaz šel še na temo terapevtski psi. Tudi tukaj sem zasledil na vaši spletni strani, da je tudi tukaj ena veja tudi o terapiji. Kaj, Urška, lahko, s čim lahko si pomagamo s psi pri terapijah? Ja, terapevtske psi pa pripomorejo oziroma pomagajo ljudem. V Sloveniji imamo združenja terapevtskih psov, se pravi razno tačke, pomagačke, Daj mi petko, Slow Canis, kjer hodijo po domovih za ostarele, po šolah, kjer pomagajo otrokom, da psom berejo, se pravi, jih spodbujajo k branju. Potem imamo pse pomočnike invalidnim osebam, slepim in slabovidnim. Tako da je to kar širok spekter, kjer nam lahko vse psi pomagajo pa olajšajo. Seveda so to najverjetneje šolani psi, ali so tudi samo dobro vzgojeni? V bistvu so to kar morajo narediti psi določene teste. Zdaj rečemo psi, ki so prestrašeni, jih ne moremo vključiti v to, da se jih drugi ljudje dotikajo, božajo. Tako da morajo biti psi kar stabilni, neustrašni in samozavestni. Pa seveda prijazne narave. Urška, večkrat tudi videti takole v medijih, da so pa službeni psi, se pravi pri policiji, vojski. Vidim tudi, da psi velikokrat so na kakšnih, kjer so naravne katastrofe, imajo pse za iskanje ponesrečencev, prav tako v gorah. Daj nam malo razloži to, kaj so pa službeni psi? Službeni psi, rečemo, so psi v službi države. To so policijski in vojaški psi, ki imajo posebna šolanja. Reševalni psi so pa v bistvu hišni ljubljenčki, ki so šolani za to, da iščejo ponesrečence. To so posebej šolani psi ali je to kako? V bistvu reševanje se začne učiti kot ena športna disciplina, tako je IGP šport, agility, samo s to razliko, da potem oni pripomorejo k pomaganju ljudem, reševanju, iskanju. Policijski pa vojaški psi so pa v bistvu državni psi, službeni psi. In niso lastniški. To je zdaj razlika med reševalnimi, vojaškimi pa policijskimi psmi, samo v lastnikih, kdo je lastnik. Tako se potem to deli. Igor? Ja, v bistvu vsa šolanja pa potekajo na podoben način, tako kot policija, vojske, vojaški, reševalni psi, vse na pozitivni motivaciji. Igor, kam bi ti se uvrstil kot lastnik in kam bi uvrstil tvojega psa? Bart je pes ljubljenček, navajen živeti v hiši oziroma v stanovanju. Na tem mestu bi pa rekel, da imava srečo, da ker sva pač v najemu, sva v najemu v hiši in imava to srečo, da je človek, ki oddaja to hišo, tudi ljubitelj živali in pozna samega psa in ve, da pes kot sam ne dela veliko škode, kar pa mislim, da bo to tvoje naslednje vprašanje, Tomas, ne? Tako je, dragi gledalke, dragi gledalci, se bomo poslužili za nekaj minut in nadaljujemo ravno s temo, kaj pomeni imeti psa kot najemnik v stanovanju ali v hiši. Pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano še vedno Urška Razingar iz Raziskovalnega inštituta PES ter Igor, ljubitelj psov. Zdaj se bomo dotaknili teme, ki velikokrat je zelo pereča, ko se gre pri iskanju najemniških stanovanj ali hiš.
Iz svojih izkušenj vem, da je velikrat, no, bom rekel, da lastniki nočejo, da bi vzeli v najem družino ali posameznika, ki ima hišne ljubljenčke. Bojijo se, da bi jim ti hišni ljubljenčki stanovanje uničili, da bi naredili škodo in kaj podobnega. Igor, prej si že omenil, da si v najemu in da lastnik nekako je spoznal, no, bom rekel, da ni velika težava imeti tudi poleg ljudi v hiši tudi hišnega ljubljenčka. Ja, tako kot so se že izven etra pogovarjala v vezi s to temo, ne bi rad enačil družin z otroki, z majhnimi otroki, s psom, niti pod razno, ampak dotaknil bi pa se jo, zato ker škodo v bistvu delamo tudi odrasle osebe, pa v bistvu kakšna zadeva pade na tla in se kaj uniči, vendar v tem primeru se pač zamenja, tako da v vsakem primeru je najemnik tisti, ki je odgovoren ali za svojega otroka ali za svojega psa, oziroma lahko je tudi skrbnik oziroma vodnik, nismo samo lastniki psov, ne. V tem primeru, kot sem se že pogovarjala, bi pa mogoče s kavcijo, ki sicer osebno menim, da so že sedaj kar visoke, mogoče bi se pa dalo dvigniti kavcijo za kakšnih 100 evrov, karikiram, na oziroma višino kavcije, da bi sam v bistvu gospodar te v bistvu hiše bil tako bolj psihološko podporo, da se mu bo nastala škoda povrnila. To se pravi, da bi motiviral lastnika z višjo, se pravi, varščino na začetku, s katero bi mu dokazal, da ni problem, tudi če bi bila škoda, da bi mu od nekje za poplačati, ne. Tako je. Sami vemo, da že tako ali tako, predvsem v stanovanjih, no, kjer, če se živi v večstanovanjski skupnosti, se pravi, da je v večstanovanjskem objektu, je potrebno plačevati stroške tudi za psa, na primer, a ne, šteje se ga kot pol osebe, a ne. Se pravi, psi so že nekje rangirani tudi v samem stanovanjskem zakonu, da moramo, če imamo psa, plačevati dodatne stroške. Ampak kljub temu lastniki se bojijo, a ne. Kaj misliš, Igor, ali bi mogoče lastnika lahko prepričal, če bi mu mogoče dokazal, da je pes šolan, ali obstajajo kakšna potrdila, ima Bart mogoče kaj, oziroma Urška, za tebe vprašanje, ali obstajajo kakšna šolanja oziroma potrdila o šolanju, s katerimi bi mi lahko lastniku nekega stanovanja dokazali, poglejte, moj pes je pa, recimo, izšolan, uboga, ne bo delal škode in bi s tem lažje prišli do želenega stanovanja. Ja, obstaja potrdilo, ko dobimo izkaznico izpitu za vodnika za spremljevalca psa. Vendar moje mišljenje, da to čist ne potrdi, da če je kuža ubogljiv, da je tudi vzgojen, tako kot ljudje ne. In pač vzgoja psa je čisto drugo kot šolanje psa. To se pravi, dejansko je odvisno od lastnika, kakšen odnos ima s psom, kako ga je naučil in te zadeve. Praktično nobena šola ne more toliko prinesti, kakor pa sam lastnik. Točno tako. Zato pač jaz tudi pravim, da je fajn, da grejo vsi lastniki prvo v šolo, še preden si nabavijo psa, ker jih določene stvari lahko tudi v pasjih šolah naučimo, kako že pri mladiča vzgojiti v družinskega psa, ki ne uničuje stvari, ki se zna umiriti, ki zna tiho počakati doma, ko nas ni. Ampak, kot sem rekla, potrdilo pa pač še ni dokazilo, da bo ta pes vzgojen. Razumem. Definitivno je to, kot si prej rekla, odgovornost lastnika, tudi finančna, vkolikor bi prišlo do škode, a ne. Malo težava je mogoče tudi so sosedje, a ne, tako kot sva že z Igorjem se prej pogovarjala, da je lajež, ta pasji lajež, to pasje govorjenje, bomo to rekli, moteče za sosede, a ne.
ampak spet, če je pes, Ja, samo tistemu, kateremu gre, bom rekla, mu grejo tudi drugi ljudje na živce ali pa otroci, ki se glasno pogovarjajo ali pa igrajo, ne. to je pa res, a ne, to je pa res, a ne, seveda, a ne. Igor, kaj pa ti praviš na to temo? Tomas, jaz bi se kot prvo še navezal na prejšnjo temo. Zelo enostavna rešitev, kako v bistvu dokažemo lastniku objekta oziroma hiše oziroma stanovanja, enostavno ga povabimo na kavo, da spozna psa, da ga vidi, da je umirjen, recimo tako kot Bart tukajle, da ko se reče, da je prostor, ko je igra. Seveda se sam v stanovanjih ne igramo, zato je namenjena narava. Sploh za psa, ki je težak 30 kg. Pustimo tiste manjše pse. Toliko, drugače sosedi načeloma ni problemov, kajti tudi oni vidijo sčasoma, da pes ni napadalen, razbijamo tiste v bistvu mite, da jih bo takoj ugriznil in podobno. Še enkrat, če je pes šolan in pa tudi socializiran, se pravi, da ima rad druge živali, kot so tudi mački, recimo mačke, ki so okoli hiše, in pa drugi ljudje in pa seveda drugi psi, ni nobenih velikih problemov. Seveda je pa treba biti odgovoren in pa pozoren, kajti ko je pes ven iz hiše, je vedno potrebno biti na preži, kaj se bo zgodilo. Ne moreš se ti, kot vidim, se jaz prehajam z Bartom, ljudje sprehajajo psa, zraven se pa pogovarjajo po telefonu. To ni v redu, po mojem mišljenju, zato ker pes lahko dela karkoli, bo videl mačka, bo hotel zlaufati za mačkom, človek za njim in se zgodi nesreča. Ko si s psom, pa mogoče nekako isto z družino, z majhnimi otroki, ko si z otrokom, si z otrokom. Moraš biti odgovoren, a ne? Moraš biti odgovoren tako pri otrocih, ista zgodba je pa pri psih. Je pa zagotovo tudi to, a ne, če ti psa redno voziš ven, da ga, bomo rekli, pelješ, da se steče, potem pride v stanovanje utrujen in počiva, če pa pes tega ne dobi, potem pa razgraja po domač povem po stanovanju, a ne? Ja, bistvo je tukaj, da je mentalna pa psihična zaposlenost psa tista bistvenega pomena, da je kuža v stanovanju umirjen. To se pravi, za psa si moramo vzeti čas, že ko se odločamo, si moramo rezervirati ta čas in potem ni nobenih problemov, a ne? Kaj naj rečem? Čas se nam je iztekel. Urška, Igor, hvala, da ste se mi pridružili v studiu in upam, da smo tu dali kakšno novo informacijo našim gledalcem. Nasvidenje. Hvala lepa. Nasvidenje, hvala.